Živijo, jaz sem Boštjan Nahbar in to je podcast podrobnosti 86. epizoda. Na drugi strani linije, tako kot vedno, Sultan Anže, kje si? Ja, kle sem, nisem imel kamera. Ne, veš kaj, ker zdaj na Wikipediji piše, da si Sultan. To je pa res. Tako te bom vprašal, a si kdaj v svojem življenju pričakoval, da boš ti postal Sultan? Ja, to so bile moje sanje. Odkaj sem bral, tisoč in ena, kaj je že noč, kako je, se ne vem. Aladin, ja. Ja, ful sem vadil svojega. Ja, pri tebi pa piše še neki poleg, da si basketaš, ne, če prav razumem. Ja, kaj je za to neki? No, mene čisto šokiralo, sem šel gledati, pižamec pa ti in posled za mesec, da ne pogledam na Wikipedijo, pa pogledam, pa zraven mene piše, da sem profesionalni košarkar in podcaster. Tako. Vse je official, full, wow, ok. Ja, pač more pisati, ne. Ja, mi da so se na glavah s pižamcem rekli, zakaj kakšne stvari napiše in potem je nekdo, ki bo ostal neimenovan živ Anže, ne jaz, ten drug Anže, ker so dobila pol mail, eden, ki lahko to dela, ne, ki je wiki editor, je pač šel v akcijo, se temu reče, tako da in zdaj si ti, Boštjan, sem prav odprl, Boštjan Nahbar, vejca slovenski košarkar, vejca podcaster, tako da to je to. To je tako mora biti. Legit. Ja. Lepo. Zdaj pa še za sebe preberi, če si želih odprl. Ja, ne, nisem, jaz nimam, samo aparatus ima. Aparatus ima, ja. Mislim, da piše, če kako piše, evo ga, aparatus. Aparatus je spletna platforma za ustvarjanje podcastov, vodijo Anže Tomič, Nadalje Mladina, Radiš Den, Val 202, ki je znan kot sultan slovenske podcaste. Okay. Anže, ti nisi samo sultan, ti si znan kot sultan. Znan sem, tako zvani se temu reče po domače. A ti je še kdo rekel sultan predtem, ko sem ti jaz rekel, da si sultan? Ne. Rad bi imel malo ponosa tu zadaj, da lahko rečem, da sem jaz dal tebi to ime. Ne, sem ni, ti si meni kralj, da je stari. Sultana si je Jaša Renčic spomnil. Ja, skoraj zihar. Ja. Okay, pa gre pa njemu props. Ja, tako da to je treba je. Ampak ja, če na Wikipediji je res, to vsi vemo. To je kot Biblija, isto. V glavnem, v prejšnji epizodi, v 85. epizodi smo govorili o basketu, o NBA finalu. Grega je bil zraven in smo pokomentirali finale, oziroma po prvi tekmi smo začeli malo analizirati finale in prišli do zaključka, da bojo Golden State zmagali bolj ali manj z lahkoto, kar se na koncu zgodilo, tako da smo pravi košarkarski Nostradamusi, čeprav, ok. Ja, niti ne. To bo najbolj easy, verjetno v zgodovini ugotoviti. Ampak ja, mogoče za tiste, ki ste gledali NBA finale, pa hočete iti malo nazaj poslušati, mi smo šli malo bolj v detajle glede tega, glede match-upov direktnih, se pravi po pozicijah, igralci, malo debatirali o Kevin Durantu, malo o LeBron Jamesu in tako naprej. In verjetno mogoče zanimivo vseeno poslušati in videti naše mnenje o tem, o NBA finalu. In kako smo imeli prav glede vsega. Ja. Tako. V današnji epizodi pa gostja, naša šampionka, smučarka, pa ne mogoče, kar sigurno, trenutno najboljša slovenska športnica Ilka Štuhec. Verjetno boste rekli, ja, pa kaj zdaj Ilka tu sred poletja, oziroma pred poletjem njo nekako, ni smučanje poletje, to mogoče ne gre ta najbolj skupaj, ampak... Ker je vroče. Ampak je bil to nekako idealen cajt, se mi zdi, Ilka je tudi nekako pred nekimi pripravami oziroma začela novo trenirati in smo se uspeli govoriti za termin, da se fajn pogovorimo, pa se mi zdi, da je tudi mogoče boljško pa takoj po sezoni, ker je si predstavljala, imela eno kupico enih pogovorov, intervjuje, obveznosti, tega se da v tem momentu oziroma v tem obdobju narediti bolj tak sproščen pogovor, tako da Ilka je že pripravljena na pogovor. Anže, admin stvari. Ja, podrobnosti so valjda del mreže Aparatus. Imamo tudi Twitter račun, ki ga fura naš sužen strokovnjak, to je afna podrobnosti, počrtaj si. Seveda pa največ pomeni, če nas podprete, to ponudi tako, da greste na aparatus.si poševnica podpri, pa ocenjevajte in mislim, da so na 150 s podrobnostmi. Lepo, zelo lepo. Kar v redu. Tako vedno se rad rečem, hvala tudi v mojem imenu za poslušanje, za delitev naprej, tisti, ki delite, ki omenjate naš podcast,
in pa mreža Aparatus, pa tisti, ki podprete to mrežo. A lahko povemo, Anže, za live, se že lahko kaj več pove ali ne? Ja, lahko povemo datum. No, dej. Datum je 8.8. ob 9. Ne? Žive podrobnosti. Žive podrobnosti, hashtag žive podrobnosti, pa spet bojo v Gajotu, kot je zdaj že kar tradicija. Tako da jazz klub Gajo v Ljubljani je to. Tok zaenkrat. Ja. In pa pod vprašanje, ali bo sužen strokovnjak lahko prišel gledati ali ne. To se bo pa odločilo na rednem sestanku, suženec listu. Pač, tam, kjer se mi dobimo, vsi, ki imamo sužnje. Pošteno. Ja, bomo izglasovali. Bova dala mi dva predlog, pa da vidimo, kaj cela grupa reče. Tako. Ja. Nič, smo vse povedali, imaš še kaj dodati? Ne, to je to. Sultan pravi, da se lahko začne. Pa gremo. Pritisni na gumb, pa štarti zadevo. Živijo Ilka na tretji strani na tretji strani linije. Kje smo te zmotili tokrat? Kje si? Zdravo. Trenutno sem doma, zato ker pač so kondicijski treningi, kondicijske priprave v polnem teku in ja, tukaj pač. To je to. Na treningu ne počivaš nič, kaj počitnice, odmor, ne vem, malo razmišljati o čem drugem, ne samo o tekmovanjih pa o smučanju. To ni prišlo na vrsto, je že prišlo na vrsto, pa je tega konec? Živimo počitnice, imela sem zdaj v začetku junija v bistvu 12 dni. Tako je odahla in se je pripravila na novo. Čakaj, spet začnem. 12 dni od 365 je vse, kar se lahko prvošiš, kar se tiče počitnic. Ja, pravi. V komadu. V enem, drugače pa še dobim tu pa tam kakšen dan, tako grozno to vidi. Ja, ne, itak da ne, ja. Kaj nekaj imamo, dve stvari imamo skupne, sem ugotovil, in sicer, da smo oba rojena v Slovenj Okay. Pa da na drugo gimnazijo smo oba hodila, tako da... super, to je dosti. Sam jaz sem 10 let pred tabo tega Nemčije, to sploh se pol kvalificira še kot ista šola, ne? Ja, bi rekla, da se ne. Ja. Škaj me zanima na začetku mi povej, odkje tebi recimo ta talent, pa ta, tako mi rekel, odkje ta talent za, recimo, za to hitrost, pa za krutitev te hitrosti, za šibanje dol po hribih, pa to. Odkje to, recimo, ker to sigurno zahteva nek določen talent, pa neko določen, ne bo neko znanje, pa drill, pa ne vem, treningi, pa vse to, ampak ta talent, ne, od nekje more priti, ne, kako se tebi zdi, odkje to izvira? V mojem so me tako naredili, ne vem, jaz nisem se nikoli ekstra pač učila teh občutkov, ali kakorkoli pač nekako sem vedela, kaj moram pač v določenih trenutkih narediti, ampak seveda za to rabiš kar nekaj let, da pač se in navadiš hitrosti in vseh ostalih stvari, ki pač so pomembne, da lahko kasneje dosegaš dobre rezultate. Ja, itak, ja. Predvidevam, da smučaš že od zelo rosne mladosti, da si verjetno odrasla na smučeh. Vsaj predstavljam si tega. Ja, tako, no. Prvič mislim, da sem sama smučila, ko sem bila 2,5 stara, tako da... Ja, itak, ja. Kako 2,5? Kaj to ne razumem? 2,5 leti. Ja, a pa temu se reče smučanje, ali mislim, dejansko na smučkah, na 2 smučkah si bila pred 2,5 letih? Ja, tako so rekli, oziroma tako pač imamo tudi neke slike, ker vedno predtem sem pač bral v nahrbtniku, ali so me nosili pač nekako sem bila na snegu. Sem pač skozi govorila, da bi jaz sama, pa sem dobila neke plastične smučke in sem potem se preprosto smučala. Ok. Ja, to. Anže, veš, mi, ko smo bolj severa Slovenije, za nas je to nekaj čisto normalnega. 2,5, 3, ti verjetno do 15. leta nisi stopil. To ti misliš, za v Ljubljani imamo pri vsakem blokovskem naselju un hrib, ki je ostal od zemlje, ko so gradili. In pol tam dol se sanka in smuča. Pač, tako da. Ja. Okay. No, super. Nekaj je treba začeti.
pošteno, samo ne vem, če bi lahko kvalificirali tako smučanje. Že tisti hrib je 7 metrov največ. Ja, to je res. Za sekundo in pol spusta imaš pol 1 uro dela, da gor priješ. Pa greš 100-krat, pa je to, ne? To je pa res. Že na veliki ugledni čas. Ja. Škaj, Ilka, zanima me recimo zdaj normalno hitre discipline, pa to sem prej rekel, recimo ta krotitev hitrosti, pa vse to, ne. A se recimo, pa me zanima en smučar, ko recimo to dnevno dela, mislim dnevno, dejansko ne vem, koliko dni na leto si na snegu, nekako s to brzino pod nogami, pa me zanima, a more biti smučar že predtem mogoče mal adrenalin junkie, ali v bistvu se to pol razvije. Ker eno žilico za to moraš imeti, da upaš recimo res iti s tako brzino dol po teh strminah. Zato, ko se spomnim, ko sem smučil, jaz zdaj res nisem bil že ne vem kaj dolgo na smučeh, ampak se spomnim časi, ko so pa ta smučišča, ko smo hodili z družino, ali pa kdaj šolo, pa kaj na smučišča, kjer so pa tista ekstra strme stene. Se spomnim, da sem tako dol pogledal, pa sem si hitro premislil, da to pa ni za mene. Ja, dejstvo je, da nekako glih nismo, ne bomo temu rekli, ampak saj nikoli ne začneš tisto iz nič, pa potem na polno pač postopno se ta hitrost, kjer smučaš tekom treninga in priprav in vsega se dviguje in tudi sam se vedno bolj navadiš, si vedno bolj sigurn in potem se pelješ 120, 130, ja, ok, vrijo, ni panike, ne. Tako da pač navadiš se enostavno. Je pa tudi recimo se pozna predvsem po poškodbah oziroma daljših pavzah, ko ne smučaš, ne vem, 6-7 mesecev, recimo se začneš peljati, pa se čisto počasi pelješ, pa se ti zdi ono, kako grem zdaj hitro, ker ti enostavno bariera hitrosti pade, ne. In je zato pač potem treba tudi smiselno spet graditi, da se navadiš, da lahko sploh smučaš in da si pri tistih hitrostih zaupaš. Ja, to se mi zdi mogoče malo s košarko primerljivo, pa ne toliko, da greš 120 pa 130 ur, ampak si predstavljam, da recimo po poškodbah, ko se vračaš, se ti zdi pol vse tako hitro. Ne? Recimo tudi pri košarki, če individualno treniraš, recimo po poškodbi, misliš, da si že dosegel nek nivo, pa neko hitrost, pa brzino, pa se preklopiš ekipi, pa ko se začne na polno igrati, pa ko občutiš malo kontakt, pa vse to se ti pa zdi, da si vedno 2 koraka zadaj. Tega se čisto predstavljam, da tudi pri smučanju ne rabiš nekaj časa, da ujameš ta ritem, pa da lahko brzino potem lažje kontroliraš. A ti si imela recimo kako tako večjo pauzo, recimo tako si rekla 6-7 mesecev, da si bila out, da si mogla se na novo vračati, pa na novo potem probati spet priti na vrh, ali v bistvu si imela dosti sreče skozi kariero, kar se poškodb tiče, no? Ne, ker dosti problemov, tako 3 leta vse skupaj. 3 leta vse skupaj? Ja. V bistvu sem padla v Čilo, ko to je bilo kdaj leta 2008 poleti. Potem sem morala biti operirana, ampak se potem to nekako vse skupaj vleklo, tako da sem mogla iti takrat še na 2 operaciji, pa potem kasneje sem še enkrat padla čez 1 leto in še enkrat isto popravljati. Na koncu, mislim, na zadnje sem bila pa v bistvu 1 mesec pred Sočijem na operaciji. To so bile glavne kolena, ko si omenila, da si imela večkrat operacijo pol? Ja, skozi je bilo desno koleno, ja, ampak res je pač bilo tako, da čez zimo in je bil tu sneg in sem lahko vsaj šla barem stati v pancere in v smučke, pa se tako puščati, požigati v nareku. Res spomnim, da so ni bilo nič, ampak da sem čim bolj pač nekako imela te občutke. Zdaj, pri vas, ko ste v bistvu bolj pri hitri disciplini, pa to je verjetno še toliko teže nekako pravi trening doma upravljati, ker moraš potovati, da priješ tistih pravih strmin pa do tega. Veš, tole ni tako recimo nogomet ali pa košarka pa odbojka, ko radiš na prvo igrišče, pa prvo dvorano, ki jih je polno vse posod, ampak jih treba nekako zbirati te lokacije, pa najti v pravem letnem času, pa to, kak je recimo življenje smučara, recimo, ker je dosti pogojeno s tem, ne? Kaj je v bistvu nekako, a je to težji del, recimo ta potovanja vmes, pa iti na druge lokacije, pa iskati nove lokacije, oziroma iskati pač se non-stop seliti. Kako? Ja, iti za snegom, pravi. Iti za snegom, vse to, ja. Ja, rabiš sneg, ne, tako si rekel, to je predpogoj in nekako se pač navadiš teh potovanj vsega. Zdaj res je, da je pač smuk trening sam po sebi izven sezone pretekmo je skoraj nemogoče trenirati, zato se tudi poleti vedno gre na južno poloblo, kjer pač imajo za to pripravljeno progo. Drugače pa tako, recimo jaz osebno treniram tudi
ostale stvari, slalom, veleslalom, super G, pač vse, kaj je treba, no, ker želim nastopati vsem in tako so discipline povezane na nek način med sabo in eno brez drugega skoraj ne gre. Je pa res, da pač je dosti selitev in vsega, sploh zdaj poleti, ko je v Evropi ostanejo samo 3-4 ledeniki, drugače pa južna polobla. A pa se dogaja pri vas, mogoče malo čudno vprašanje, no, ampak se dogaja recimo pri vas, da se kdaj recimo pač, mislim, sigurno vse na teh ledenikih, pa na teh gorah, ki sama se reka, da jih je samo njih para, ne, v Evropi, da v bistvu so tudi drugi tvoji, recimo nekak nasprotniki, potem je sezono, pa se nekak že dela določen, pa ne bom rekel nek scouting, no, ampak vseeno, da se vidi, koliko je kdo pripravljen, koliko je kdo hiter, kaj kdo dela, pa tak naprej, a tega ni presmučen. Recimo pri košarki, recimo pa se postavlja tudi pri ostalih športih, recimo je ogromno tega scoutinga, ne, se pravi, čim več informacij o nasprotnikih dobi, čim več se pripravi, več, ko boš nekako vedel, nekako boljšo večjo samozavest imaš, da boš lahko tega a pa to ekipo pa premagal. Presmučenje tudi obstaja, ali se vsak fokusira izključno sam na sebe? Odvisno. Jaz moram reči, da sem se nekoč prej recimo tudi mogoče bolj ukvarjala s tem, kaj delajo drugi, pa kak delajo drugi, pa pač kaj jih gledala enostavno, opazovala, pač lani je bilo tako, da sem bila tisto ok. Jaz sem svojevrstna, delam svoje, mi je vseeno, kaj počnejo drugi, pa tako si rekel, v bistvu vedno srečaš nekoga, zato ker je teh prostorov, kjer se da dejansko vrhunsko trenirati, je malo in vedno je nekdo tam. Ampak sem pač nekako, kako bi rekla, prerasla to mogoče in se fokusiram na sebe oziroma pač na to, kar sem si zadala za cilj, recimo tako je bilo lani, da pač lovim fante, ne, ki so tako vedno hitrejši in boljši. Ja. Ej, a na teh to bo mogoče najbolj neumno vprašanje ever, ampak res moram vprašati. Ne, kaj me, to mi je, ker ti zdaj to že nekaj cajta počneš, pa kaj me zanima dejansko, na teh ledenikih pa to, ne, a opažaš, da je iz leta v let manj ledu, a se to vidi? Ker sem zdaj že baviš skoči zaradi kaj, ne vem, globalnega segrevanja ali pa nekaj, ali imaš feeling, ne vem, kambenga ne poznam, kaj hod na ledenike. In je, iskreno me zanima, tako, a imaš ti tudi nek ta občutek, da je pač zmeraj manj, veš, kaj že vidiš, da čez sezono, recimo, ne, je snega vsak let malo manj zgleda, morajo vse zasneževati pa to. Me zanima pol tudi tukaj na teh treningih, a se tako skozi leta opaz, da je vse skup manj ali ne? Zelo se pozna in tudi oni se bistvu tega zavedajo in se trudijo in na vse možne načine pač želijo ta sneg oziroma let obdržati, zato ker v bistvu, da se v pravi ledenik, mislim pač del ledenika pretvori sežinka, mislim, da rabi 7 let, ne. In zdaj do tega sploh skoraj več ne prihaja, da bi se ledeniki večali, vsi se pač topijo, talijo, lomijo, kakorkoli in tudi tam se ful trudijo in s takim kot nekim filcem pokrivajo vse skupaj, da ne bi sonce preveč otoplilo in vse, in je pa dejstvo, da se, mislim, da je jeseni take 3-4 metre snega več je tam, kjer je bil pokrit. Aha, wow. Potem še dosti krat recimo se zgodi, ko je kako neurje ali pa kaj, pa sabo prinese pesek iz Sahare ali pa od ne vem jaz kot. In pač potem tam, ne vem, pade dol ali pa se vlovi na sneg ali pa kakorkoli. In je zato on v bistvu temnejši, ne? In še več svetlobe pa toplote vpija in še hitreje se topi. To se res zelo vidi, no. Okay, vsako leto, da ne rečem, ko vidiš kakšne slike od samo, ne vem, 50 let nazaj ali pa 100 let nazaj. Ja. To bo čisto nekaj druga. Pol tako med smučarji ful ni skeptikov, globalno segrevanje ne obstaja, sklepam. Ja, kaj Ne, ampak dejansko je tako, veš, pač, ne vem, vidiš te dokumentarce, bereš članke, ne zmerom reče, o moj bog, koga je manj, ne. Pa tam so neke slike, pa sem že 100 gifov videl, ampak tako mi je ful, to sem res pomislil, da je ful fascinantno, da imaš pa pač vas, ne, pač smučarje in trenerje in vse, pa dejansko hodite, pa v bistvu zelo redno frekvenco, ne. In je tako, mislim, valjda se pozna, no, sam je tako, res nisem, ne vem, če sem že kdaj govoril, ne vem, s kom, ker res redno hodi na ledenike. Pač, da, okay.
Ja. No, evo, zdaj si. Pa naj te pomirim, sploh ni bilo butasto vprašanje. Legit. Vse vam že tako je pri tebi, ti se ful bojiš, da bo butasto pa spade najboljše vprašanje tega pogovora. Ilka, zdaj, ko smo govorili o teh ledenikih pa smučiščih, kak tip smučišča pa te bogaja? Imaš, recimo, kjer tip, ki ti je bolj nekako, rečeš, tam je pa leži, tu pa imam dobre možnosti, tu pa dobre rezultate, a pa recimo, kjer rečeš, pismo, ta je pa čist kontra tismo, kar meni leži, oziroma kar meni ogaja, ker meni paše, da dobro smučam. Ali je to dejansko čist eno? No? Ja, na nek način je eno. Zdaj lani je, ne glede na to, kako je bilo smučišče, ker vrejo letelo, ne posod. Ampak nekako pač so mi že prej bili zelo pri srcu Val d'Isère, Cortina, Sant Moritz, recimo. Maribor, tak, ne. Ampak zakaj? Kaj so te, a veš, zakaj recimo te točke specifične? Zaradi določenih kota, veš, kaj mislim, pod katerim je strmina, ali zaradi tega, ker ima, ne vem, v eno stran bolj, ali drugo smer, ali kak, ja. Vse skupaj, pač, ko prideš, kakšen je občutek tam, kak se tam pač počutiš, recimo, so tudi smučišča, kjer nikoli nisem zdaj vrhunsko nastopala, ali pa karkoli, pa mi je tam vseeno ful fajn. Zakaj, ne vem, ali pa pač kako se to odločim, ne znam opisati, ampak preprosto priješ, pa ti je fajn. Feeling, ja, pač čisti feeling, ja. Se to je zanimivo pa športnike vedno vedeti, kot se mi zdi, da dostkrat ne znajo točno povedati, zakaj jim določen, ne vem, dvorana, stadion, zdaj v tvojem primeru, ne vem, smučišče ležija, ne, ampak ja, nek je za te nek feeling, ki ga je dostkrat težko opisati, no, obstaja pa, no, sigurno, ker so razlike. Ja. Med enim pa drugim, ja. Zdaj, normalno po tej tvoji zadnji sezoni, ki je bila res vrhunska, no, kako bi zdaj, ko nazaj gledaš na to, ko zdaj, normalno, z mislimi se že pri novih, sigurno se drugače ne bila prava profesionalka, prava profi smučarka, če ne bi, ampak recimo, ko gledaš nazaj, kako pišeš sama svojo sezono, koliko si samokritična, kaj bi se še dalo izboljšati, kaj je bilo na tvojim pričakovanji, ne vem, a je bilo točno tako, ko si zamislila, ali je bilo več, manj. Zdaj, ko že nekaj časa minilo tega, ko mogoče tista euforija se malo pomirila, no? Kako gledaš nazaj na to zadnje leto? V bistvu je bila cela malo nad pričakovanji, no, ampak potem, ko sem pač dejansko začela s temi zmagami in super vrstitvami, sem videla, da sem res sposobna to večkrat pokazati, ne samo enkrat slučajno. In potem so tudi apetiti zrasli in ja, vedno bi lahko bilo še boljše, tudi ko zmagaš, narediš včasih napako, včasih malo večjo, včasih malo manjšo, pač odvisno, ne, saj noben, mislim, da se do zdaj še ni popolno peljal, ampak... Anže po 7-metrskem klancu pred blokom, sigurno. Ja, zih sem imel eno furo. Evo, to že imamo. Zdaj pa vsaj en se je peljal, dobro rečemo tako. Ampak nekako je vse skupaj tako zletelo mimo, da recimo zdaj doma, ko grem tu mimo vitrine, pa en kup novih stvari notri, od, ne vem, kristalnih globusov do medalje, ostalih pokalov in tako, ker tako tisto, kako je to vsem prišlo. In ja, valjda, že sem pri novi sezoni čisto, ker kaj je bilo lani, v bistvu, ne glede na to, kaj se je dogajalo, ne bom na prvi tekmi ali pa kadarkoli v naslednji sezoni imela čisto nič privilegija za to. Itak, ki se štarta čisto od nule. Ja. Se to je pa ponavadi tudi tako, se mi zdi, da tisti, ko je prvaka, ne glede na šport, tisti ima nekako, tako rečejo Američani, sploh radi reče, da imaš pol na hrbtu tarčeva, ne, se pravi, da nekako vsak hoče pol tebe, vsak hoče tebe napasti in se prek tebe dokazati, da je pa on ali pa ona ta pravi, kakorkoli že, ne, za kjerkoli športa, ne, tako da se mi zdi, da je zelo v kateremkoli športu, recimo zmagati, ne, biti prvaka, ne, sploh svetovni prvaka, ne, itak, ampak se mi, ne vem, mogoče boš lahko drugo leto to potrdila, ali pa ne, da je v bistvu pa veliko težje potem to ponoviti, ne. Svetovni brod vam za mir do naslednje sezone, ne, tako da kar nekaj stari mes, ampak okej. Ja, pa mislim, da vsekakor pač, dobro, zdaj ne čutim tega, nekako bom se tudi pač probala temu izogniti. Verjamem, da je vseeno pač drugače iti sezono, kot bom jaz mogoče leto šla, kot lanska zmagovalka, kot sem pa recimo šla lani, kot čisti outsider, ne. Tako si rekel, to napadanje ali pa obramba, pač moraš vedno najti nekaj druga, kaj napadaš, ne. V bistvu tako vedno napadaš čas, ne. Ja, itak, ja.
A pa zdaj recimo, zato ker pač recimo kot boš kot šampionka, kako že prvaki v lanske sezone šla v to novo sezono, a zdaj zaradi tistih, ki so ponovno zmagovalci, pa to jih potem čakajo recimo tokom sezone, pa na samih prizoriščih, pa tekam prej, kakšni določeni, ne vem, rekel temu, privilegiji ali ne. A veš, kaj mislim, a imaš recimo lahko prednost pri ne vem, kakih... Sem pa jaz sprašal na glupo vprašanje, no recimo, ne vem, pri vlečnicah oziroma gondolah, ki je popelje gol, ali pa ne vem, da lahko imaš kak ekstra trening, oziroma da imaš, a veš, pa lahko, ne ekstra trening, da si lahko prva zbereš, mogoče termin kakega treninga, ali pa kaj takega, a veš, a pride s tem kakšna taka določen privilegij, ali ne, jaz bi si predstavil pred, da ja, kot ne, no, ne vem, vsaj, a veš. Nekaj, da gremo zdaj po vrsti, jaz si tako stvari vprašal. Termini so več manj tak... kaki so, pač ni za, da si ti izmišljuješ takrat, pač prideš običajno to dopoldan zjutraj, odvisno pač od smučišča, ne, tudi gondole pa vlečnice pa to začejo fejs gužva, je vedno v bistvu pač možnost za ekipe svetovnega pokala, da lahko greš tako rekoč mimo vrste, da ne zgubljaš tam časa. Je pa dejstvo pač z rezultati, kot so bili lani, so marsikera vrata več odprta, se pravi, mogoče bi kdo več z nami treniral, lahko gremo na kakšna druga smučišča, ko smo bili do zdaj, pa so oni ful srečni, da so mi tam. Pač več stvari je možnih, no. Pač prav. Čakaj, to, ko si rekla, pač, okay, da greš mem vrste, ne? Pol ti dejansko, ko trenirate, kdaj, mislim, si saj z navadnimi smrtniki na smučišču, a to, mislim, ali ka vi trenirate več ali manj prazno? Ne. V bistvu smo vedno. Jaz sem imel v glavi, da vnete črne proge, kakšno zaprejo za vas ali whatever. Pač, aha. Pol ti dejansko smučaš z ljudmi, ki so... Na ledeniku je pač predviden tolikšen del smučišča, ki je na razpolago za proge. In tak je tam, kot smo gotovili že prej, več ekip, več prog se pač postavi, vsi trenirajo. In točno tam se pač ljudje ne morejo smučati, ne? Ampak vse te proge pridejo, ne vem, na 1, na 2, na 3 vlečnice, ne? In pol valjda... To je zanimivo, ja. To je v bistvu ful dober. Ja. Ja, ni da bi, mislim, vse proga, tudi če se ena proga zapre, recimo za trening, imaš ti še jedno drugo, ali pa tretjo, ali pa ne vem kjero, ki ravno tako priješ na isto vlečnico, ne? Pač izjeme so recimo tako na Pohorju, ko lahko treniramo zjutraj, do pol 9, v bistvu ob 9 se komaj smučišče odpre. Takrat smo sami, pač tak, če si drugače, ko so radne ure smučišča, so radne ure smučišča. Okay. To pa nisem v live pomislil na to. Ne, res, ko sploh mi ni, res, to pa tudi približno nisem mislil, da pač lahko greš ko na... Včasih si zaradi tega tudi, kako bi temu rekli, pač odvisno zdaj od smučišča oziroma ljudi, ki to rihtajo, včasih tudi pač še njim bolj pomembno, da turisti smučajo, ne? Pa pač ti ne moreš trenirati. Ali pa bi recimo, tako imamo tudi pač marsikje specialiste, hoče on smučati točno tam, ko imaš ti progo. To je res. Dopoveja, da je pač to nevarno, ne? Recimo, da treniraš disciplino ali pa karkoli. Ne vem, pač recimo člani moje ekipe ali pa vsi vejo, da če potem vidi, da nekdo prija ali se mora umakniti, ali pa če je res tak knap, recimo, jaz osebno rečem, ne premikaj se nikamor. Ker že sam se odločim, da šla po eni strani mimo, ti se pa v ono stran umaknil, zato ne bo dobro končalo, ne? Ja, oni pa pač ti, ne vem, priješ po progi, preletiš, ne vem, 100, 120, pa tam nekdo stoji, ni najbolj fajn, ne? Ja. Na srečo nismo imeli kakih tako hudofajs incidentov, ampak se pa najde marsikrat, ki hoče smučati točno tam, točno zdaj. Ampak pol v bistvu potencialno nekdo, ki tam pač takrat po nesreč smuča, gre recimo na eno 4-sedo in načeloma lahko sedi z Ilko Štuhec na žičnici. Pač to je... Okay. Ne vem, to meni blows my mind, pač jaz to ne razumem. No. Ne, res, to pa nisem. Ne vem, kva sem si predstavljal, ampak nisem... Ja, okej. Ne, jaz tudi nisem nikoli prej o tem razmišljal, ker dejansko je treba gor na vrh gore priti in zdaj, če je to odprto za turizem, hkrati kot za tekmovanje, pol je to, veš, in ne vem, Ilka, če sediš slučajno s kjerim, ki je pač, ne vem,
iz kjerkoli že, da je navijač smučenja, pa da te pozna, pol pač medtem, ko se ti voziš gor, pa bi se mogla malo pripravljati na trening, pa koncentrirati pač kako debato žgeta o vremenu, pa o ledenikih, ki se topijo. Čez različno, včasih kdo nekaj vpraša, včasih jim je tako nerodno, da sploh ne upajo dihati. Drugič, spet ti vse povejo, da tak nimaš pojma, da bi mogel tak, pa tak, pa tak. Wow. Ta pametni. To je čudo. Ja. Ta pametni. Anžeja, si predstavljaš, da bi to bilo tako basketu? Se pravi, svetovni prvaki, Golden State Warriors prišli v dvorano trenirati, pa bi tam rekli, sorry, danes imamo turiste, da boš mogel malo počakati. Ne, ali pa da bi se mogel vrti, danes ne. Ali pa imate, evo, ob 8 zjutraj mora biti dvorana prazna. Ne boš mi povedal, da bi prišli kaj, pa bi mogli pa zmagati, da lahko igrajo sploh, da ostanejo gor. Ja, pa se tam deliti garderobo z feni, pa bi pa tam feni solili pamet, tam Kevin Durant v stari ideji, malo bolj vržeš. Wow, ok. To so porek razlike, mislim, to nisem vedel. Zanimivo. Kak je pa pol, recimo, v Sloveniji pol še toliko hujiš to, ko pa res dejansko te vsak Slovenc pozna, no, recimo na smučišču, recimo priprave za Zlato lisico, pa to recimo, vsaj tam pol zaprejo za vas, da lahko trenirate, ali tudi tam ne, kjer ste dejansko domači, no, a veš, ne vem, ker se mi zdi, da pri nas je pa še toliko bolj, recimo, pol Zelo fest, ja, mi koliko smo pač lahko trenirali pred, oziroma tudi potem kasneje, tako v ponedeljek po Zlati lisici, ker so bili super pogoji, da smo to izkoristili, predno smo šli dalje na enomesečno potovanje. Seveda pa pač ljudje, ne vem, vidijo, pridejo pozdraviti, kakorkoli, vedno se, mislim, vsaj letos, no, dobro, tudi prej že kdaj, se pač najde nekdo, ki pride in potem pač samo kaj običajno, ne vem, čestitajo ali pa želijo pač nekako sliko, podpis, karkoli, kar načeloma ni problem, ne, če ti se imel, ne vem, neki debati s trenerom ali pa karkoli, ali pa pač da se nam res mudi, pa pač časih rečem, če lahko mogoče malo počakajo, samo da že naredim tisto, kar pač hitro moram in je pol to. No, se to me zanima, recimo, za koliko se je zdaj spremenilo, sploh recimo po tej sezoni, ko je pač normalno, sej z razlogom, ne pač, ne vem, tvoja ljudje si veliko prepoznavna, ne vem, zaslužena seveda in vsak si želi, recimo, košček tebe, tako rečemo, recimo, kak nekako delaš s tem, no, recimo, obveznosti do sponzorja, ali nekako obvezno, ampak recimo potem tudi obveznosti do navijačev pa to, ne. Jaz vedno, izvolj, no. Ne, ker vpraš do konca, sorry. Hotel sem to reči, recimo, samo recimo, da nekako gledam recimo Slovenijo pa slovenske športnike, recimo sploh individualne športnike, ki nastopate v Sloveniji, ki dosegate rezultate, pa ki ste nekako upravičeni, bo ne vem, heroji v tem slovenskem športu, da nekako mogoče lih sreča, nekako ta, da smo v Sloveniji, da nismo recimo v eni Turčiji, pa eni Grčiji, pa eni teh državah, ki imaš pa res tiste hude, fanatične navijače, veš, kjer bi recimo en športnik, ki mu ratalo to, kar je tebi, po mojem, ne bi mogel niti enega metra ven hiše stopiti, brez da ne bi bilo čista norija, veš. Ja, tako kaotično, hvala Bogu, še ni, ne. Se to, ja. Ampak je pa res, da pač, kako bi zdaj postavili primer, recimo na obeh sprejemih, ki sta bila v Mariboru po tistih prvih zmagah in potem po svetovnem prvenstvu pač pride, ne vem, 4, 5, 6 tisoč ljudi in vsi so se veseli, navijajo, valjda, mislim, jaz sem ful hvaležna, ful lepo videti pa vse, ampak ko je pa vsaki bi podpis, pa oni bi selfija, pa oni bi to, pa oni bi drugo, jaz pač nimam toliko časa, da bi sploh vsem ustregla, ker imam en intervju, pa drugi, pa tretji, pa potem pač, ko vsak si misli, sem samo en selfij, ali ne vem kaj tisto, pač to vzame veliko časa, ne, ker če tam toliko ljudi, jaz se 3 dni sploh ne morem doma priti, če bi hodila za vsemu starejšemu, kar pač oni hočejo, ali pa recimo direktno na Zlati lisici, ko je tako, da iz cilja do prostora, kjer pač smo lahko med obema tekoma, team hospitality se reče, greš pač po koridorju mimo navijačev, ne, in oni vsi veseli, super navijamo, samo en selfie, tisto fajn, samo jaz imam 10 minut časa, da se dol sejem, prehoditi moram 70 metrov, pa 600 ljudi je od tu do tja. Mislim, ne morem. Pač se zdaj z vami slikati, ker dejansko nimam časa. In potem včasih tako, mislim, vala razumem, da so razočarani, se sem tudi jaz kdaj prej bila, ko smo hodili na tekme, pa smo limali, pa smo navijali, ampak včasih bi pač želela, da
razumejo to, da pač je vseeno v bistvu vsega se upa, da se jaz pripravim, da treniram in tako dalje, in da je mogoče včasih tudi kakšna mala meja, kdaj pristopiti, pa kdaj ne, recimo, kot delam vajo v fitnessu, mogoče ni glih primerno, da mi tam sredi vaje ne pride nekdo objemati in me ljubčkati. Ja, to zna biti, predstavljam, da zna biti kar moteče. No. Sploh pa recimo tekmovanje, pa to, pa ko res je tvoj fokus čist druge, nekako razumeš do neke meje, no, pol naprej, ampak še kaj, to vidim. Ja, recimo, to res, vem, ima pa vedno priložnosti, ne, da bi pač... Vsak ima tistih 5 sekund, ki so njegovih, ne, ja. Res je, ne, ampak pač... In vsak gleda skozi svoje oči, ne gleda pa skozi tvoje, ne, ja. Ja, vem, in meni je ful hudo, ko recimo grem, pa moram tisto, oprosti, ne morem se slikati, ali pa ne vem jaz kaj, da so tam razočarani, tisto valjda se mi je, ni mi vseeno, ampak pa najhujši fizično ne zmorem enostavno. Vse to. Ljudi je, tako sama rekla, 500, 600 tisoč, 5 tisoč, karkoli, ne, vsak bi pa samo tisto, pa saj sem ena slika, ja, ena je s tabo, ne, veš. Ena je s tabo, ja, se to je. Vsak pa se pripraviti, pa ni verjel, pa še eno, pa tisto. Anže, kaj meni najbolj razpizi. Ko priješ ven z dvorane, pa to karkoli potekim, pa recimo, ne vem, zmago, izgubo, vseeno, pa to, pa ko veš, da človek tam že čaka tek pol ure, da se bo recimo slikal, ne, pa tudi, ali za mene, recimo pri Barceloni je bilo to veliko bolj kot recimo letos, ampak vseeno, recimo, pa lih tisti trenutek mu pa pol telefon se mu zaklene, a veš, Anže. Ja, pa tisto, čakaj, kdo ima telefon, kdo bo slikal, pa tako čakaš. Pa telefon odkleniti, pa telefon je od mame, pa ne ve, on lik zdaj passworda, pa pol mama tam nič, pa password, medtem pa ti že moraš iti, pa vsi te že čakajo. Slikali, da, ampak to so ne klasične, ja. Ilka, kaj mi poje, preko smo se lih tvoje sezone dotaknili, sem te hotel že prej to vprašati, pa sem vmes pozabil. Kjer bi bil pod prejšnji sezoni, kak tvoj highlight, da bi rekel, da je bil recimo res nek špica tvoje sezone, a veš? A je bil to en tak moment, kjer si ali že tokom sezone, pa zdaj, ko nazaj gledala, da rečeš, to je bil pa nekak tisti moment, ko sem vedela, da imam recimo, ali bil mogoče to najlepša zmaga, najbolj pomembna zmaga, ne vem, najbolj suverena zmaga, kak tak moment, da gledaš nazaj, pa če da bi nekakšna špica te sezone. No? Ker, ja, vse sezona je recimo na koncu rečeš, ali bila konstantna, ali bila dobra, ne vem, dolga, uspešna, ampak veš, pogledam nazaj na svoje sezone, nekako so tiste tekmeni vmes, ko nekako so nekak highlight oziroma neke te špice. Ja, ne vem, najbolj bi verjetno rekla, da prva zmaga, ne? Ker je bila pač prva zmaga, čeprav tudi polžila slina, še ena zmaga je bila mogoče še večja zmaga. Svetovno prvenstvo je okej, nekako se je tako pač pričakovalo v narekovajih, ker se sezona odvijala, tako se je, ampak pač nikoli nič ni garantirano, ne, kakorkoli lahko bi se pa obrnilo čisto drugače, ne. Čeprav najbolj sem pa uživala v zadnji tekmi smuka v Espnu. Tam sem res zlovno sicer je malo živčna, obstale so še teoretične možnosti, da pač ne vem globosa in vse, ampak na koncu, mislim, res sem bila suverena, proga mi je bila fajn, vse skupaj, ampak malo je bilo tako nekaj, tako grize, pa pika malo prisotno, pa rekla mama, glej, ti samo idi pa uživaj, tako si je vse naredila. In pa je res wow. Super. Ja, se pravi nekak začetek pa konc, vse to je... Ja, mislim, da tak, če moja da eno stvar izpostavila, to bo moja ker lepo prva zmaga, ne. Ja, itak, ja. Se mi zdi, da prve se nekako najbolj zapomniš. Včeraj sem nekako to rekel, ko so naše šakašice zmagale. Ja. Prvo tekmo na Evropskem in nekako tiste prve se res zapomniš. No. Tudi ko gledam nazaj, za kjerkoli nekako tiste prve zmage se nekako ti najbolj ostanejo. No. Ja, se strinjam. Posebej je posebna, si jo zapomniš pa vse, ampak pač nekaj se je začelo, ne. Ja, itak, ja. Koliko je pa, mislim, vem, da je ogromno pomembna psihična pripravljenost, ampak recimo, kaj pa ti osebno recimo sama delaš na psihični pripravljenosti, imaš kak tim za sabo, ali s kom sodeluješ, ali sama si že toliko, ne vem, izkušena, a veš, ja. To si delam in sicer z psihologinjo, z Tanjo Kajtno, kako se mi to vedno vljeli. Mislim, pač ful je pomembno, bi rekla, sem že z marsikom prej sodelovala, pa vse skupaj, ampak pač
se nekako naučiš na poti sem ali pa kakorkoli pač, kako in kaj naj bi pač se skupaj izgledalo, kak naj bi delal, kak naj bi reagiral, ampak to v tem trenutku, ko se ti recimo kar ena misel samo na hitro gre skozi glavo, pa ti lahko marsikaj podre, ali pa pač kako se naučiti zmagovati, recimo pol tudi kako se naučiti prenesti, ko ne zmagaš, in je v bistvu taki kup pač stvari, ki se bi lahko rekel, ok, pač na koncu jih moraš vedno narediti sam, ampak se mi zdi zelo pomembno, da te nekdo pri tem usmerja, no. A pa se ne da bi preveč zdaj noter vrtel v tvojo individualno pripravo pa to, ampak to me čisto tako osebno zanima. To kakšne posebne recimo vaje oziroma poseben ritual, ki ga imaš pred tekmo glede tega, ne, da mogoče da se sprostiš, da, ne, za motivacijo, za sprostitev, za zmanjšanje treme, če je prisotna karkoli takega. Je kaj takega prisotno, ali to v bistvu že narediš prej, mogoče dan, dva pred tekmo, ne vem, ali pa pred sezono, ali pa veš, kaj mislim. Ali to gre s tabo tik do tega, ko se pač poženeš dol po štartaš? Gre čisto na dan tekme do čisto pred štartom, da pač takrat je samo proga, nič druga sploh pomembno, se ne vem, pripravim z glasbo, pa dihanje, pa progo ponavljam, pa pač se živo, kaj mi najbolj ustreza, to sem res da pač do tega prišla sama. Ampak je pa ravno tako pomembno kot kondicijski trening ali pa počitek, pač moraš na nek način skozi ohranjati nekak stik s tem, ne, da zdaj nič ne delaš, pa naenkrat pred tekmo, zdaj pa dajmo mi vse narediti, ne, ker polvala ne gre, ne, če sploh ne veš kaj, zakaj in kak boš imel občutke in nič ne veš. Teda pač nekak skozi delam na tem. Ja, itak, ja. Si predstavljam danes, da vrhunskega športa nekako brez tega ne gre, no, da je vsaj toliko pomemben faktor kot pa dejansko fizična pripravljenost pa fizične sposobnosti, no. Pa poleg prek ostalih, taktične, tehnične in tako naprej. Malenkosti, ki pač ločijo, kako bi rekla, ta korak naprej, ne, da pač narediš enostavno preklop, da nisi 10, ampak da si na stopničkah, ne. To pač lahko malo, ker opremo, tako vemo, da imamo recimo, ne, vsi dobro, serviserji se trudijo, trenerji so probali zagotoviti trening, koliko lahko, noben se ni prišel za zabavati, ne. In pač dela kondicijo in vsak se pač pripravljal na to, ampak pol res tiste razlike, ko lahko rečeš, evo, tu se pa zdaj vidi, ali je pač preprosto samo se pelješ na tekmi, ali dejansko tekmuješ in napadaš. Ja, itak, ja. Nekaj, lahko, ne. Nekaj v vrhu so razlike, so zelo male. Ja, tak, sliši se full line, v bistvu sploh ni, da bi zdaj človek rekel neka ekstra znanost, ampak pač do tega priješ, pa mora ti klikniti enostavno. Ja, voda, ja. Se strinjam 100%. Se mi zdi tak, doskrat, ko se športniki pogovarjamo, recimo o tem podcastu, meni vedno se zanimivo to meniti, no, zato ker je toliko enih podobnosti med športi, da je to neverjetno, ne. Pa gre za čisto drugačne discipline, veš, ali šport je žogo, ali je to smučanje, ali je to individualno, ne vem, tenis, ali je to plavanje, ne karkoli, veš, ampak na koncu so neke skupne točke pa obstajajo in je vedno zanimivo to primerjati, ker na koncu mi zdi, da priješ nekako do istih zaključkov, pa vsaj zelo podobno. Vemo. Mislim, je drugačno ozadje, tako si rekel, ampak na nek način pač si možemo zmagati oziroma biti najboljši. Seveda, to ja. A je bil kjer tvoj vzornik od teh starejših smučarjev, pa smučark, recimo, ko si odraščala, si imela kak posebnega vzornika, da bi bil kjer od slovenskih legend smučanja, ne vem, z Matejo Svet na čelo, pa tak naprej, ali je to nekako si bila čisto, no, pač nekako svoje, pa svojo kariero furala, pa vse, ali si imela kjerega vzornika, da si rekla, ne vem, bi pa rada bila tako ta, ali pa ta, ne vem, pa njih mogoče kopirala celo kjere stvari. Večinoma sem bila bolj po svoje, no, bi temu rekla, mi je bil pa pač zelo pri srcu Rok Petrovič, ker je začarano s tem pač mentalnim treningom oziroma psihično pripravo, kak bi pač to lahko dodal oziroma neke stvari še izboljšal, ne. Ja, on je res legenda, njega se spomnimo, ja, vse to je, jaz se spomnim tega, no, ne vem, Anže, koliko si ti gledal smučenja,
Ampak včasih Kdo ni gledal smučanja? Takrat je bilo bolj to vprašanje. Mislim, pa se ne, da se zdaj ne gleda, da oče tega, ne, se gleda. Ampak pravim, takrat je nekako imelo tisti svoj čar, ne vem, gledati se še pod, ko je pokazalo ime, spodaj je bilo še zastavica, pa jug, YUG, veš, pa so šli, ne vem, od Bojana Križaja, pa Mateja Svet naprej, pa je bilo to pa medalja za Jugoslavijo, pa tak naprej, to smo si nekako šli skozi. No. Taki lepi spomini na otroštvo se mi zdi povezani s smučanjem obvezno, ker smo res ogromno presmučali, pa prenavijali pred ekranom. No, ja, pa lepo videti, da se zdaj to naprej nadaljuje. No. Kaj mi še povej? Za novo sezono, prej smo se že malo dotaknili, ampak koliko te že čaka enega dela, koliko enih priprav, koliko enih potovanj, ne vem, oziroma enega tempiranja forme, recimo, kak plan imaš recimo do takrat, ko se dejansko prvič poženeš dol, pa loviš prve zmage v novi sezoni? Ja, dela je ogromno, no, tako vedno, pač, recimo takoj po končanih tekmah svetovnega pokala sem imela tak en krajši oddih, bom rekla, mislim na 4 ali 5 dni. Potem smo šli pa kar dalje smučati in smo do konca maja smučali. Šli smo pač na 3 kempe, najprej v Švico, pa potem v Italijo, pa na koncu še v Avstrijo. Da so pač izkoristili te dobre pogoje, ki so spomladi. Pol malo večja pauza, da dejansko pridem k sebi po vsem skupaj, ne? Ker najprej sem bila valjda, gremo trenirati čist nahajpana, pol je počasi začel adrenalin spuščati, pa pač je vse začelo zadaj hoditi, ko se nabere od sezone. In se res mogla malo to predelati, da stran se odpočiti kakorkoli, pač da res lahko se zdaj na novo zaženem najprej v kondicijske treninge, doma, potem na morju, potem nekaj malega smučanja pred čilom, še malo kondicije, čile, pa prijemo nazaj, pa je tak že 4. oktober, mislim, da pol pa ni več tak dalje že tekem. Ampak ko rečeš kondicija, kakva kondicija je to? A veš, to je suha, to je na suhem, ali kaj je tako reči? Ja, no, veslanje je na vodi, tako da je to pač. Ja, to so suhi treningi, ki so, ne vem, tek, poskoki, fitness, akrobatika, kolo, veslanje, vse pač. Ker naporno, 3-4. Ko grejo pa te pol pancari na jetra, načeloma? Pač, mislim, to je itak ta famozna šala, kao, najboljši del smučenja je, kad daš pancare dol. To je zelo res, ja. Ampak to te res iskreno te tako vprašam, pač, zato, ker pač, ti noge sklepam na pol na konče ne čutiš, ali kako je, ker vi valjda si jih toliko zapnete, da rata smučka del noge praktično, ne? Pač, ja, praktiš res, zato jih moraš pa v cilju čim prej odpreti spet, ne? Malo krvi pride pa to. Naši panceri definitivno niso za apreši ali pa za podobne zadeve, ker so res skrajno neudobni. Sploh ko je toplo, je še hujše, ko je mrzlo, barem ti mogoče noga zmrzne, pa ne čutiš, da te kaj boli ali pa tiši ali pa karkoli. Okay. Ampak recimo zdaj od konca maja pa do začetka avgusta je torej 2 meseca, da ne bom smučala. In verjamem, da potem avgusta bo zelo, zelo fajn spet pancer avgusta. In kaj sem bila zdaj prekastično. Pač navadiš se pol enostavno nekako. No. Ampak veš, tako, mislim, ja, ampak bolje, da se navadaš. Ni tako, da zato, ker ful smučaš, si pa ful komot in te sploh ne pomisliš na to. Ker jaz ful bi rad slišal tudi od tebe, da tako gre tudi tep na jetra, ker ti si non-stop v njih. Ja, če rekla, glih pa že miru na jetra, ampak so neravno najbolj prijetni. No. Okay. To vzamem, kupam ta odgovor. Zdaj, ko si jih omenila pancere, a si mogoče ne vem, v teh res top svetovnih v teh špici smučene, kdaj pri tipih, pa vem, da nisi tako skupaj, pa mogoče na treningih. A ima kjeri, da velja, da ima ful veliko nogo, da ima ful velik pancer? To me zanima, zato ker za Anžeto imamo oba številko tam pri 50, blizu 50. Ja. A obstaja kjer, ki... Ja, ali nisi... Ben ima tako velike noge. Ja, že počeš to malo zmučke. Ja. Jaz sem v življenju ene pancerje imel, ki so bili tako, da me ni noga odbolela, med tem, ki sem smučil. Ene alpina sem najdel, ki mi ni uničeval mojih pač plavutk. Drugače je to dosti težko.
Mogoče imaš pa še za to dan splatfus. Ne, se platfus valjda ni pomagal, to je dejstvo. Ja. Super, Ilka, lej, res ti hvala za tvoj čas pa za pogovor. Vem, da lej, si si med treningom pa vse to, pa vem, kako zna biti nadležno, se pogovarjati še o tem, kar si verjetno že 100-krat povedala. Ampak, lej, ful ti hvala, res. Nekaj časa smo se lovili, da se končno slišimo in na koncu smo se. In ti lahko rečem, sam res kapo dol za lansko sezono, za kariero do zdaj, pa res bomo držali na pesti pa navijali še za naprej, no, ker si ta prava, no, in tudi jaz z ljudmi, ki se pogovarjam, pa tako, ko smo, lej, vsi srca navijajo, ti provošijo, tako da sam tak naprej, lej. Hvala lepa za lepe želje in govor tudi, bo zabavno. Ja, Anže, si hotel ti še kaj dodati? Ne, pač to, kar je Boki rekel, pa hvala za odgovor pri ledenikih, tega sem imel napisanega, ta vprašanje. Ja, Ne, full thanks. Sploh ni bil butast. Ja, ne, meni je noro, kam hodite. No. To, da pa smučate z normalnimi ljudmi, to si bom pa zapomnil do konca lifea. To mi je pa... Okay. Ja, to, no. Čakal, ne, v zasedi. Ja, če boš videla enega z največjimi pancerji na svetu. Ja, dvometraži smo itak hilarični pač na smučkah, pač res ne zgleda ok. Pa boh ne dej, da imaš kakšno bundo, ki je živo rumena ali pa ne, res, jaz sem bil tak, to je... Ja. Sploh se me lepi, ime. Ja. No, super. Komedo na smučah, tako da ja. Anže, za na konc še admin na hiter. Ja, tale podcast je del mreže Aparatus, najdete valjda na aparatus.si, imamo tudi svoj Twitter account, podrobnosti počrtaj si, pa največ pomeni, če nas podprete, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si. Pošiljnica podpri in to je bil admin. Ilka, povej, kje si na Twitterju? Ja. Ilka Štuhec, to bi rekla. To je treba reči, ne? Pač, da te ljudje najdejo na netu. Jaz sem na Twitterju in sem Ilka Štuhec. To bi si mislila. Ja. Bogi, kje si pa ti na internetu? Boki Nahbar, simple. Odlično, jaz sem pa Anzeto. Tako da, Ilka, še enkrat ful hvala. Evo. Full velik thanks. Hvala. Ajde, čau. Čau. Ajde. Čau.